Kako dolgo pa ti zdržiš brez interneta? To je odvisno od tega, če imam telefon s sabo ali pa če ga nimam. Torej, če ga imam, zdržim približno 3 minute, če ga nimam, lahko zdržim 3 dni. To se mi zdi, da je tako podobno kot pri nekomu, ki je odvisen od pijače. Če ima ves čas steklenico s sabo, bo ves čas po malem srkal verjetno. In z telefona srkamo informacije. A pa nimaš abstinenčnih kriz, če Imam. Tako opažam pri sebi, da na začetku, ne da se tresem, ampak tako bi na nekaj pritiskal, neko srbenje v prstih začutim. Kam pol roke dati. Zdravo, banda! Internet letos praznuje 50. rojstni dan in ker brez interneta ne bi bilo spleta, mu za rojstni dan podarjamo tole oddajo. In z nami je danes Dan podjet. Zdravo! Zdravo. Kaj sploh je internet? 50-letnik, ki je nastal pred spletom, to je tisto, kar dostikrat zamenjujemo za internet. Internet je omrežje, na katerem so različne vsebine, vključno z spletnimi stranmi. Po internetu lahko pošiljamo elektronsko pošto in internet bi lahko obstajal brez spleta, medtem ko pa splet ne bi mogel obstajati brez interneta. Tako da sta kot neka oče in sin ali pa oče in hči mogoče. Ali pa je splet zajedavci interneta? Mi smo zajedavci interneta ali pa je on zajedavec nas. Ja, kdo zdaj sledi komu? Mi internetu ali internet nam? To je dobro vprašanje. Mi uporabljamo internet zato, da sledimo drugim. Se gledamo, se razkazujemo, skušamo biti čim bolj vidni. Internet je čudovita platforma za to, da smo bolj vidni, za to, da se pokažemo. Ves čas pa nas gleda še marsikdo. Recimo tista podjetja, ki obvladujejo svetovni splet. 5-6 velikanov, ki upravljajo večino prenosa podatkov. Ja, zato, ker ljudje včasih rečejo, grem na internet, ne, pa mislijo s tem, ne vem, na Facebook, na Google, karkoli od tega, ne, ampak dejansko to ni to, ne? Ne, to ni to. Če bi šli na internet, bi se mogoče usedli na kak strežnik, pa tam nekaj časa ždeli. V bistvu gremo na svetovni splet. Ti zelo slediš internetu in spletu? Ja, in on sledi meni predvsem. Slediva drug drugemu. Ampak mu slediš linearno ali v bistvu mrežno? Ena zanimiva knjiga je na to temo, ki razlaga, kako so se naši možgani spremenili zaradi interneta in naš način branja. Plitvina je naslov te knjige. In razlaga, da beremo v obliki črke T. Torej na začetku preberemo, kaj piše na spletni strani, potem pa samo prelistamo navzdol. Na ta način si zapomnimo izjemno malo podatkov. In problem je, ker smo začeli brati tudi knjige na ta način. Včasih pa zadošča že samo, če si naložimo neko stvar s spleta, recimo nek znanstveni članek, in ker ga imamo na svojem računalniku, smo ga že tako rekoč prebrali. V bistvu zamenjujemo to, da nekaj posedujemo na računalniku, zato da dejansko to snov obvladamo. Ja, v bistvu je postal računalnik, telefon ali pa tablica naš zunanji spomin. In od tam lahko kadarkoli te informacije dobimo, potegnemo ali pa prek spleta jih dobimo. Na ta način se je mogoče naš razširil, vsaj tako se nam zdi včasih, hkrati pa je naš način razmišljanja vedno bolj plitev. Teh stvari dejansko nimamo v glavi, temveč jih imamo na neki napravi. V 80-ih so govorili, da bo internet povzročil neko novo demokratizacijo sveta, ne? Kje se je zalomilo? Mogoče sam pri ideji to, da lahko tehnologija spremeni človeštvo, ali šlo še kaj drugega narobe? Ja, dejansko je v 80-ih živela ta ideja, da bo zaradi interneta, da bo komunikacija bolj demokratična, da se bodo ljudje pogovarjali kot v grških polisih. Takrat je bila taka ideja te agore, torej trga, kjer se ljudje srečujejo, si izmenjujejo informacije. No, kaj se je zgodilo zdaj? Šli smo v drugo smer, v smer panoptika, totalnega nadzora, in v tem panoptiku, torej zgradbi, kjer nas neko centralno oko nadzoruje, smo ves čas videni, ves čas nas nekdo gleda, nadzorujejo vsak naš gib in spremljajo, kje se gibljemo, kaj govorimo, kaj počnemo, kaj objavljamo. In te podatke seveda, govorimo o podjetjih, ki upravljajo s temi podatki, seveda smiselno potem uporabijo. Zakaj? Zato, da naše podatke zamenjajo za lasten dobiček. In nam celo naše lastne podatke potem prodajo nazaj. Ampak zakaj nismo začeli komunicirati? Vzpostavljeno imamo nekako avtocesto komunikacije. Zato, ker mogoče komunikacija ni tisto bistveno, kar so si ljudje pravzaprav želeli početi. Očitno so si želeli deliti slike mačkov z sončnimi očali,
pa želeli so si deliti različne bolj ali manj neumne meme. Mogoče ni bila komunikacija bistvo interneta in tudi ne vem, če je največ vsebin povezanih s komuniciranjem. Verjetno je precej več vsebin, ki se pretakajo po internetu, pornografije, filmov, piratskih vsebin. To je tisto, kar ljudje dejansko želijo na hitro dobiti in tudi dobijo. Dobiš lahko pa po internetu praktično karkoli. No, ampak zdaj je prišlo do razcveta memov oziroma mimov, ki pa so že obstajali še pred internetom, ne? Kaj pravzaprav sploh je mim? Jaz bi mu rekel kar mem. Mim, mogoče po angleško. Beseda pa je nastala tam v 70. letih, izumil jo je biolog Richard Dawkins in jo prvič predstavil v knjigi Sebični gen. On si je predstavljal, da tudi v kulturi in družbi obstaja nekaj takega kot geni, neke osnovne enote, ki se lahko ponavljajo iz organizma v organizem, iz celice v celico in nekaj takega ne bi po njegovem obstajalo tudi v kulturi. Recimo pesmica, Marko skače, lahko jo ponovi kdorkoli, lahko jo zapoješ ti, lahko jo zapojem jaz, lahko jo zapojemo vsi in to je tudi nek mem po Dawkinsu, ki se prenaša od človeka do človeka. Kaj pa pri internetnih memih zanimivo, oziroma spletnih memih, če smo natančni, da se lahko širijo še hitreje kot od ust do ust. Za meme je značilno še to, da se izjemno hitro množijo, lahko tudi mutirajo, prevedemo lahko recimo angleške meme v slovenski jezik. Nekateri so pa samo nacionalno pomembni in zanimivi. Recimo en tak mem, ki se je širil pred časom po spletu, je bil tako imenovan požigalec, ki se je potem prenašal na najrazličnejše načine med ljudmi, spet ustno, recimo mladi so, pa ne mladi, tudi na splošno Slovenci so govorili drugemu, ti si ziher požigalec, se je za Švico ful, pa take fore, vse to pride iz tega posnetka. Ključna točka za to, da so memi dosegli svoj smisel, pa je bila potem kombinacija YouTubea in pa socialnih omrežij. Ampak zdaj, če pa so konkretne, kaj vse pa je mema oziroma mim? Slika, video? Vse to. Važno je, da lahko to stvar širimo, množimo, delimo z drugimi. Kaj pa challenge? Ja, seveda. In predvsem zato, ker so označeni s ključniki, s hashtagi in se zaradi tega še lažje širijo. Recimo 10-letni izziv. Zaradi ključnika vsak prepozna, da gre za to, da gre za točno določeno dejavnost, kakšen si bil pred 10 leti in kakšen si danes. Ampak vsak doda nekaj svojega, nekaj novega. Tako da, ja, neke osnovne elemente mema gotovo tudi tovrstni izzivi imajo, ki so pa, ne vem, v marsičem se mi zdijo včasih dokaz tega, kako neumni smo pri uporabi spleta. Čeprav ene stvari recimo so dokaz, da smo neumni, druge so recimo zabavne, že na neki meji parodije, ne? Ja. Kam bi uvrstili to jajce? Najbolj všečkano jajce na tem svetu oziroma najbolj všečkana fotografija na družbenih omrežjih, ki je po eni strani mogoče parodija vseh neumnosti, ne? Ki jih všečkamo, po drugi strani je pa sama po sebi neumnost. Še bolj pomembno vprašanje se mi pa zdi, kaj vse se lahko izvali iz tega jajca, katere informacije? Zakaj je jajce najbolj všečkano? Verjetno zato, ker je všečkano, ne? In to je potem začaran krog. Neke stvari postanejo bolj priljubljene zato, ker so že priljubljene. In tako je tudi za posamezniki, ki so nekako zacveteli na spletu. Kim Kardashian, Paris Hilton, Donald Trump in pa celo nekateri slovenski politiki, ki so všečkani zato, ker so všečkani in ki so tudi prepoznavni zato, ker so prepoznavni na spletu in ki znajo odlično potem transformirati ta spletni socialni kapital v politični ali pa kakršenkoli drug kapital, tudi finančni kapital. Tu gre za neko pravilo tega, da nekateri ekstremno izstopajo, tudi nekatere objave ekstremno izstopajo, medtem ko jih je pa večina zelo povprečnih, nezanimivih. To je ta kruta realnost spleta. A pa lahko sploh ločimo svet zdaj na dve realnosti, na realnost spleta in neko našo realnost? Kje pa? Dostikrat pravimo, da obstajata virtualni in pa resnični svet. Da obstaja virtualna resničnost in pa kaj je resnična resničnost. To je ena in ista resničnost. In karkoli storite na spletu, bo vplivalo na kogarkoli. Če pustiš partnerja prek Facebooka, da odznačiš, da sta v razmerju, potem veš, kakšne so lahko posledice. To je spet vprašanje, ne? Koliko zaupamo na spletnih platformah, koliko našega tega fizičnega življenja pustimo
na spletu? Vse več. Objavljamo vse. Kako zajtrkujemo, s kom smo bili zvečer na zmenku, mnogi, ali pa nekateri celo, kaj so počeli na stranišču. Enostavno smo začeli to svojo zasebnost razkrivati na vseh koncih, ker če ne pokažeš več te zasebnosti, potem nisi zanimiv. In meni so zanimive ti instant zvezdniki, kot jim pravim, Kim Kardashian, Paris Hilton in drugi tovrstni liki, ki obstajajo zaradi spletnih omrežij, pač, ki so priljubljene ali pa priljubljeni zaradi pojavnosti na spletu, zato ker pokažejo dobesedno vse. Če ta zasebnost, mi mislimo, da je to dejanska zasebnost te osebe, potem imamo iluzijo, ti ljudje se imajo pa tako super, ves čas se zabavajo, uživajo, se sončijo, mažejo s kremo na tihomorskih otokih, jaz pa tu, ne vem, ždim v pisarni, gnijem dan za dnem, čakam na dopust. Dejansko gre pa za neko inscenirano resničnost, za psevdo dogodke. Ljudje zelo radi komentiramo, vse posod. Ampak kakšna je sploh to posledica našega komentiranja, ker se mi zdi malo, da zamenjujemo komentiranje za neko akcijo. Da že komentar dejansko naša akcija. Ja, in zaradi te akcije potem dostikrat ne naredimo nič več. Recimo tu govorim o kakih bolj resnih političnih spremembah. Zdi se nam, da če, ne vem, užalimo nekega politika v komentarju, ko je povedal neko bedarijo, ali pa nekaj, s čimer se ne strinjamo, je to dovolj. In ne gremo na ceste in naredimo dejansko spremembo. In mislim, da je to neka iluzija, da smo dejansko ukrepali, pa nismo naredili ničesar, ker tega v bistvu človeka, ki mu je bilo to namenjeno, mogoče sploh ne bo tega prebral in ne bo pri sebi spremenil ničesar. Za druge je pa tudi pomembno samo to, koliko je odzivov na neko objavo, ne pa kaj je vsebina teh odzivov. Tako da ta akcija je bolj taka pasivna akcija. Algoritmi so pa veseli, kaj več kaj je komentarjev, več se ljudem potem to prikazuje. Ja, seveda, mislim, ker najbolj komentirane objave so najbolj priljubljene in najbolj všečkane so najbolj priljubljene in potem je to začaran krog. In ti politiki, ki objavljajo vsak dan, se tega dobro zavedajo. Najlepša hvala za tale pogovor. Hvala tebi. Odspod pa pokomentirajte, zakaj vi komentirate naše videe in zakaj napišete odspod prvi. Čau! Če vsi pišejo odspod prvi.